Pozdravljeni, tukaj je Borut Lesjak, za tiste, ki me ne poznate. Tole je moj današnji zapis, namesto pisanja se snemam. Rad bi podelil z vami dobro voljo, rad bi podelil ta uvid v zvezi z dobro voljo ali pa srečo. Mnogi se sprašujemo, kako priti do sreče. In delamo mogoče že več let na tem, da bi jo pripeljali v svoje življenje. Če niste v istem čolnu z mano in s podobnimi in ste zelo srečni, sem zelo vesel za vas in verjamem, da je precej ljudi na svetu, ki znajo biti srečni. In brez njih bi bil ta svet precej bolj nesrečen. Za vse nas, ki pa imamo ostanke kakšnih starih podedovanih vzorcev ali pa starih travm iz otroštva, karkoli že tisto, kar nas baše in drži ujete na mestu, pa podelim ta uvid, ki je seveda ne samo današnja ideja, ne nekaj popolnoma novega, ampak nekaj, kar gradim že leta in leta in učim in vadim skozi svojo samoljubezen. Kako priti do sreče? Ena stvar je, da dokler smo pretežno v svoji glavi in razmišljamo in skušamo, preveč razmišljamo in skušamo racionalno nekako rešiti to uganko, ta matematičen problem, kako biti srečen. Toliko časa se bomo verjetno vrteli v krogu in ne bomo imeli toliko možnosti prizemljiti svojih dobrih občutkov in sploh občutkov, ker zato, da smo srečni, rabimo občutke, rabimo čutiti srečo, ne samo misliti, da smo srečni. In za občutke rabimo vključiti telo in čustva in to je nekaj, kar moramo narediti izven glave, seveda. No in kako priti ven iz glave? $1 million question. Kar se mene tiče, skozi meditacijo. Meni je najbolj všeč ta meditacija dihanja, ki jo sam izvajam in učim. Vsaka meditacija je pa lahko super za to, da malo umirimo glavo. In fino je, da pravzaprav kar začutimo telo in čustva. Klin se s klinom izbija. Ker če preveč razmišljamo, kako priti ven iz glave, se spet zaciklamo v začaran krog. Najboljše je kar začutiti malo, iti v naravo, malo opazovati svoja čustva, kot čutiti čustva, ne razmišljati o njih. In potem se stvari premaknejo. In med meditacijo lahko to počnemo, čutimo čustva in občutke in kar naenkrat, še vemo nekdaj, nehamo razmišljati ali pa razmišljamo predvsem. In lahko potem smo na dobri poti začutiti srečo. No, in če imamo cel kup kakšnih starih problemov in vzorcev in programov in kakorkoli temu rečemo, entitet, kakorkoli temu rečemo, niti ni toliko pomembno, ne bi se rad zatikal tukaj. Kakorkoli temu rečemo, ko se enkrat naučimo to objeti in spustiti skozi sebe, si dovoliti začutiti vse to, da lahko steče, da lahko tok energije steče skozi nas, potem pridemo do naslednje faze. Mogoče doživimo in vzpostavimo neko stabilnost, nek mir v življenju, kar pa še ni zares sreča. Za srečo je pa potem fino jo ustvariti, fino se spet naučiti, kaj je to sreča, lahko da smo že malo pozabili. Ko smo bili otroci, je bila sreča marsikaj, majhna igrača, ki smo jo dobili v darilo, objem mamice, nekaj zelo lepega pa preprostega. In vse to je še zdaj lahko sreča, samo spomniti se moramo spet na to. In zato je fino biti dejaven, fino je, da znamo biti prisotni takrat, kadar smo v miru, ampak brez sreče. Takrat smo aktivni in si rečemo, čakaj, zdaj bi lahko bili pa še srečni, kaj sploh to že je, in se spomnimo, kako smo bili včasih srečni in dobimo idejo, kako bi lahko bili zdaj srečni. In srce se nam odpre
in stopimo nekam, kjer je več sreče za nas. In še ena stvar v zvezi s tem je samo zelo preprosta stvar energije. Energije, ki jo imamo na razpolago. Vsak dan znova lahko gledamo, da imamo neko omejeno količino energije. Tako kot skozi življenje, skozi celo življenje imamo neke zaloge in potem načine, kako proizvajamo energijo. In spet nalašč govorim malo nejasno, ker se nočem tukaj preveč ustavljati. Ampak dejstvo je, kar lahko sam zelo hitro začutiš, da če ti energije zmanjka, je precej težko biti srečen oziroma precej težko karkoli narediti. Če pa imaš energije ogromno, si pa srečen zelo enostavno. Je pa zelo lahko biti srečen, zelo lahko je biti karkoli, zelo lahko je tudi karkoli doseči. No in kako ustvariti več energije, tem pa kdaj drugič. Eden od načinov je gotovo ta metoda celjenja, ki jo učim, Dar Lune, formula Dar Lune. Več o tem si lahko prebereš na moji spletni strani ali pa v kakšni od mojih knjig, ali pa me vprašaš. Zaenkrat toliko. Hvala za pozornost. Se ujamemo spet naslednjič.